In Luka Dončić ima seveda velik vpliv tudi na promocijo Slovenije v tujini. Skupaj s slovensko turistično organizacijo je bil v Dallasu ambasador Slovenije kot turistične destinacije. Nove pogodbe z Dallasom zdaj ne bomo podpisali, pravijo v slovenski turistični organizaciji. Razmišljajo pa, da bi se povezali z Los Angelesom, ki je za Slovenijo prav tako pomemben trg pri promociji države. Kaj pa programi in ogledi tekem, ki so jih Slovenci že rezervirali? Tanja Volmut. Dva večja navijaška izleta, v Dallas konec februarja in New York konec marca, skupni imenovalec naš košarkarski as. Okoli 300 navijačev bi si ogledalo Dončića v živo na tekmah. Po tej včerajšnji šokantni novici smo prejeli pričakovano kar nekaj klicev, sporočil s strani udeležencev z vprašanji, ali bo sploh izvedeno sedaj. Oba izleta bosta, saj tekma ni edini dogodek potovanja, vendar tudi smo imeli že primere čistih odpovedi. Poskušamo dobiti denar nazaj od klubov za vstopnice, raziskujemo možnosti, kaj lahko naredimo, pravijo. Strankam smo trenutno omogočili, da smo znižali odpovedne stroške na pogoje, ki smo jih imeli, ker to je pač izredna situacija. Ob novici, da Luka odhaja iz Dallasa, smo bili šokirani vsi, pravi direktorica Slovenske turistične organizacije. Luka je eden največjih igralcev, je ljubljenec navijačev, je ena najbolj znanih osebnosti na svetu in tudi ambasador slovenskega turizma. Lepo. Že zadnja 4 leta sodelujejo z Lukom in Dallasom. Učinek je bil velik, lani so zabeležili skoraj 20% več ameriških turistov pri nas. In glede pogodbe s klubom. Pretekla se je iztekla, sedaj smo pripravljali novo in je seveda sedaj ne bomo podpisali. Menjava kluba na Dončića ne bo vplivala, meni strokovnjak za športni marketing. Njegova moč, njegove znamke, njegov doseg kot prepoznavnega slovenskega športnika bo samo še rastel v prihodnje. Los Angeles pa je tudi za promocijo Slovenije še bolj zanimiv. Bodo tam tudi olimpijske igre, Luka bo igral za Lakerse in Kopitar je tam, skratka zagotovo so tukaj nove priložnosti, verjamem, tako za Luko in tudi za slovenski turizem. To je fenomen, mislim, da v Ameriki najbrž nobena država nima dveh tako močnih športnikov, ki bi v enem kraju, kot je Los Angeles, ki je drugo največje mesto v ZDA, imelo dva tako močna športnika, tako da je to res neka zelo posebna zgodba. Z Dallasom so dobro sodelovali tudi v ameriški gospodarski zbornici pri nas. Tudi nas je novica presenetila, pravi direktorica. Zato, ker smo velikokrat poslušali o vrednotah, o tem, da so družina, o tem, kako pomembno je, da Luka ni zgolj igralec, pač pa je tudi del njihovega mesta, veliko je delal tudi z drugimi organizacijami, pomagal. Pa košarkarska igrišča s pečatom Luke Dončića in Dallasa, ki jih imamo pri nas. Mislim, to bo stalo kot del dediščine oziroma zapuščine njegovega obdobja. A verjetno bomo dobili tudi nova igrišča, seveda s pečatom Lakersov, še pravi Ambrožič.